Dobrodošli v novem vlogu. Ura je ravno kar odbila 6, tako da smo bolj zgodni. In zato sem razmišljala, da bi vas pa mogoče danes vzela sabo na svoj jutranji sprehod, vam pokažem par vajc, ki jih naredim za dobro jutro. Pa da vam pokažem tale svoj prečudovit okoliš. Pa smo prišli do tistega glavnega dela jutra, oziroma tistega dela, ki naredi ta sprehod resnično poseben. To je 5 minut, 6, 7, kakor vam ustreza, nekega osnovnega razmikavanja. Začnemo od zgoraj navzdol in sicer pri vratu. Vemo, da vrat je itak zjutraj najbolj zategnen. Najprej ga samo držimo, potem pa dodamo rahle premike in odmike v smeri proti rami. Malo preverimo, kje so prisotne kakšne tenzije, kje nas kaj boli, kam je treba še dodatno usmeriti dihanje. Meni zelo pomaga, da zaprem oči in se tako dejansko še bolj lahko skoncentriram na tisti del, ki me zateguje. Ponavadi zadržim nekje 5 sekund, 10 na eni strani in potem dodam nekje 5 premikov glave proti rami, tako kot tukaj. Boste videli, da ponavadi je ena stran malček bolj zategena kot druga in to je popolnoma normalno. Sej v bistvu smo čisto asimetrični in to je bolj pravilno, kot pa če bi bili čisto simetrični. Tako da dobro, ko začnemo z zgornjim delom, se v bistvu malo upeljemo, potem pa nadaljujemo bolj dinamično. Odpiranje prsnega koša, itak že sam s prehodom malček aktiviramo svoje pljuča, malo aktiviramo krvožilni sistem. S tem, ko pa dodamo vajo, kot je to odpiranje prsnega koša, pri čemer dlani usmerimo proti nebu, pa še dodatno naredimo prostor za pljuča, da lahko še bolj globoko zadihajo. Naredimo 5 navadnih ponovitev in potem še 5 takih, da se dvignemo na prste. S tem aktiviramo tudi nožne mišice, oziroma predvsem mišice na mečih, kar je pa v bistvu sploh za nas nosečke ekstra cool, zato ker nas dostikrat kakšni krči grabijo ali pa nam voda zastaja. Ok, odkloni trupa v stran. Fino je, da pogled sledi dlani. Jaz sem tukaj malo gledala, kam je letos kaj. Ampak načeloma prva stvar, stegujemo roko, kakor lahko, da raztegnemo tudi latisimuse, pogled usmerjen proti nebu, seveda dinamično, ampak po svojih zmožnostih. Nikoli ne pretiravamo, nikoli ne delamo preveč take intenzivne gibe, je le jutro, ne smemo pretiravati. Ok, se pravi, še vedno smo pri zgornjem delu, odpiranje prsnega koša, pri čemer je pri tej vaji ena izmed ključnih stvari ta, da rotacijo naredimo z izdihom. Pri tem, ko izdihnemo in rotiramo v hrbtenici, jo tudi zaščitimo, da ne pride do kakih čudnih gibov oziroma kakih nezaželenih bolečin v hrbtenici, zaradi tega, ker telovadimo. Se pravi, glava ponovno sledi dlani, z izdihom se odpremo in potem z vdihom vrnemo nazaj v sredino. Ponovimo, kakor nam paše. Jaz kako jutro ponovim 10krat, kako 20krat, kako pa sam 5krat, pa sem čist cool. Ok, naslednja je razkorak, se pravi, bomo malček aktivirali mišice nog. Ponovno tukaj eno opozorilce za nosečke, odvisen v kateri fazi nosečnosti ste, da ne bo kakšnih bolečin v simfiziji, mogoče ni potrebno, da je prevelik razkorak, pa tudi po drugi strani zaradi samega navala relaksina oziroma različnih obdobij navalov relaksina, kdaj smo malo bolj gibljive in je zato pri takih vajah potrebna dodatna pazljivost. No, nadaljujemo s klasičnimi plije počepi, se pravi, to so počepi, kjer prste na nogi usmerimo na ven. Zdaj namig oziroma opozorilo tukaj bi bilo, da kolena sledijo smeri prstov na nogi. Se pravi, nadaljevanje tega je, da zadržimo v spodnjem položaju in izmenično dvigujemo pete. Pri tem že kar fino aktiviramo nožne mišice.
kar je pa itak super. Mislim, noge želimo čim bolj aktivirati, zato ker so to največje mišice v našem telesu, so tudi največji porabniki energije, pa tudi v bistvu zaradi same mišične črpalke, ki nam pomaga kri spraviti iz periferije proti srčku. Nadaljujemo z rahlimi predkloni. Jaz bom tukaj splezala zdaj v strešico, tako zelo modificirano, eno nogo vedno pokrčeno, drugo rahlo stegujem oziroma peto potiskam proti tlam. Moja zadnja veriga je ekstremno zategnjena, tako da moram biti pri tem zelo previdna. Kar se tiče samih predklonov, ponovno počasi se spuščamo v predklone in te gibe tukaj izvajamo počasi. Tudi rotacija v predklonu z eno nogo pokrčeno, se lahko malček bolj odprem, glava sledi smeri roke in ponovim še na drugi strani. Spet glava v smeri roke, globoko dihamo in dihanje usmerimo res v tisti del telesa, ki je bolj zategnjen. Včasih zapremo oči, jaz pri tej vaji vem, da tega ne upam. Potem pa še klasičen predklon, pri čemer malo bolj obtežimo zgornji del trupa s tem, da se primemo za komolce, malo rotiramo levo, desno in se počasi dvignemo nazaj. Naslednja bo izpadni korak. Izpadni korak nazaj, za nosečke še vedno v redu vaja, izpadne korake naprej pa načeloma odsvetujemo. Pri tej vaji boke potiskamo naprej, roke vzročimo, pogled usmerimo v neko točko bolj usmerjeno proti nebu, peto potiskamo proti tlom in pa seveda, tako kot smo omenili, boke potiskamo naprej. S tem raztezamo iliopsoas. Iliopsoas je ena taka mišica, ki je tudi zelo povezana z našim dobrim počutjem. Pravijo, da kdaj, če po noč slabo spimo, da če raztegnemo iliopsoas, da nas lahko kar fino umiri. Je pa tudi zelo pomembno, spet za nosečke, da se v teh raztezanjih ne pretirava, ampak se mislim, da zjutraj je itak ključno to, da pri ničemer ne pretiravamo. Potem zamenjamo še stran, ponovno roke vzročimo, boke naprej, pogled usmerjen proti nebu, dihamo oziroma itak umirjamo telo, ne? Kljub temu, da ga zbujamo, istočasno ne želimo, da nori, ampak da lepo mirno štarta dan. Kar se tiče tega iliopsoasa, ki ga tukaj raztezamo, je dostikrat tudi povezan z bolečinami v hrbtenici. Tako da probite narediti to vajo, če vas boli križ, boste videli, da mogoče vas v resnici ne boli križ, ampak je preveč zategnjena ta mišica. To mišico itak imamo vsi, ki imamo pretežno sedeč življenjski slog, generalno kar zategnjeno. Tako da takšna vaja vam definitivno lahko samo koristi. Še stezanje zadnje lože, pa potem počasi spet dvignemo gor, ne smemo prehitro menjati položajev, pa globoko dih, da vidimo, če smo kaj naredili. Izgleda, da smo. Tale je kar dobre vole. To. Zdaj pa jaz nadaljujem s svojim sončkom obsijanim sprehodom. Vam pa želim en čudovit dan, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!